partita, due squadre che hanno cercato il gioco. Je bila igra danes zelo organizirana, krasna, imeli smo malo več sreče, premagali smo nasprotnika. Un po' più bravi di loro, però non è cambiato. Odgovarja gospod Pandeli, da to ni bilo tako, da so delali na tem, delali so predvsem na tem, da bi bili na centru igrišča močnejši in združili ekipo. Di giocare in un certo modo si acquisisce ancora di più certi giocatori. To ni vplivalo na samo skeptičnost, ni vplivalo na dogajanje danes, pač vedeti moraš ves čas, kako delaš, s kakšnim ciljem, zgodi se, da te točno taka skeptičnost motivira. Ja, čestitam Italiji na zasluženi zmagi. Mi pravzaprav nismo prišli prav v igro. Italijani so nam vsilili svoj način igre, ker smo ves čas tekli za žogo, namesto da bi mi z žogo igrali. Posesti je bila slaba, preveč je bilo napak in zasluženo smo izgubili proti dobri ekipi, ki je odigrala modro, čakala na tisti en strel. Tako da, kakorkoli, nas čaka že čez 4 dni nova bitka in dejansko smo bili danes na preveč mestih, nismo bili toliko razpoloženi, kot bi morali biti za takšne, če hočeš premagati oziroma doseči pozitivni rezultat proti takšnemu nasprotniku. Kvalifikacije se, vidite, bodo še kar zanimive. Mi smo še enkrat, tudi fantom nimam kaj zameriti, vse so poskušali, tekli, ampak to je bilo danes premalo smo naredili v igri, preveč smo šli v preskok, kar so nas tudi prisilili Italijani, premalo smo si upali igrati, zaradi tega se pravi, proti takšnemu nasprotniku je to bilo enostavno pač v tem momentu premalo. V dveh, treh momentih v tekmi smo mogoče odigrali hitreje tisto, bili usmerjeni proti golu, potem pa se zopet povlekli in predvsem mislim, da smo v odzemanju žog bili zelo slabi, da smo, se pravim, ko smo že tisto žogo dobili, prehitro iskali rešitev, preveč šli na preskok igro. Je res, da so nas to tudi prisilili delno Italijani, ampak bilo je premalo razpoloženih igralcev za način igre, ki smo ga iskali, na katerega smo se tudi pripravljali. Tako da, vse sem že prej povedal, proti takšni ekipi moraš biti in tekaško, in v agresivnosti, v odzemanju žog na najvišjem možnem nivoju, potem pa si še moraš v igro poskušati igrati, poskušati z hitrimi pasi po zemlji priti v kakšno situacijo, še tiste 2-3 situacije, ki smo jih naredili, nismo dali gola in zgodilo se je, kar se pa zgodilo.